Takole, pozdravljeni. Zdajle bomo pa pogledali malo tele naše stvari, oziroma domačo nalogo bomo na hitci pogledali in sem jaz malo pripravila malo drugače danes, samo da vidite rešitve, da ne bom jaz toliko se matrala z reševanjem. Takole, danes bomo si pa pogledali rešitve domače naloge, tiste, ki ni bila obvezna. Bomo pa tako, ne, samo na hitrico preleteli. Prvi je bil f od x je 5 krat sinus x. Zdaj tule sem pripravila graf, ta je osnovni sinus x, ne. Tale rdeča pikica, če pogledate, je naša. Zdaj, zakaj a krat sinus bx plus c? Zato, ker bomo tokrat pač kar samo vnesli tole petko, tu sem, se pravi, želeli bi si, da bi bila tule petka. In damo tule na petko in kaj se zgodi z našim grafom? Ničle ostanejo isto, a ne. Tole se nam pa tale ni premaknila. Minus a, takole. Evo, takole, ne. Se pravi, zdaj, če pogledamo, 5 krat sinus x ste mogli, ko ste risali, dobiti tako, da sta črte na 5 pa na minus 5, ničli so pa na pi, 2pi, 3pi pa tako nazaj in tako naprej, ne. To je bila zdaj tale naša prva funkcija. Tako, gremo na naslednjo funkcijo. Naslednja funkcija je bila 3 krat kosinus x. Se pravi, f od x je 3 krat kosinus x. Dobro, ta ni bila nekaj najposebnejša funkcija na svetu. Sinus bomo izklopili, pa bomo dali kosinus. In pa pred kosinusom moramo imeti številko 3, se pravi, todale a nastavimo na 3 in dobimo, ne, se pravi, kosinus ima pa zdaj na pi polovic ničle, maksimum ima pa tule pri x je nič, se pravi, in gre takole, ne, pri piju je minimum, 2pi maksimum in tako naprej. Tako. Da vidimo, kaj je bila naslednja za nalogo, je bila 1/polovica kosinusa. Se pravi, tole je bila 1/polovica kosinusa. To pomeni, da moramo dati a na 1/polovico. Zdaj a na 1/polovico. Takole ga je malo bolj stisnila, ne, tu imate 1/polovico, tu imate minus 1/polovico, tako bolj ozek pa dolg graf je bil. Dobro. Poglejmo, kaj je naslednji. Naslednji je pa minus sinus x. Tako. F od x bomo zdaj narisali, je minus 6 krat sinus x. To pomeni, da moramo zdaj spet vklopiti funkcijo sinusa. A mora iti pa do minus 6. Zdaj se vam je pa ravno, krivulje so se vam ravno obrnile, ne. Tam, kjer bi mogel biti hribček, je zdaj dolinica in tako naprej. Okej, se pravi, to je f od x je sinus x. Pa gremo naprej. Naslednja je f od x je kosinus 4x. Tako. Se pravi, zdaj pa moramo dati kosinus funkcijo in pa
Tukaj noter B moramo popraviti, se pravi B mora biti 4. Medtem ko A mora biti 1. Takole ste dobili v bistvu zelo poudarjeno, ne. Pri Piju ste imeli že dva valovčka, ne. Tule pri Piju je maksimum, potem je pa bilo zelo veliko tehleh ničel, ne. Dobro, to si poglejte. Če grem prehitro, pa če si ustavite, pa si preverite, če imate pravi graf. Okej, naslednji graf je sinus x polovic. To pomeni, da moramo zdaj dati spet graf za sinus. In to tale b dati na 0,5. Pri 2π so zdaj ničle, se pravi 0, 2π, 4π, pa minus 2π. V bistvu dobimo eno tako dolgo, veliko krivuljo. Tako. Naslednja je 5 krat kosinus x polovic. Je 5 krat kosinus x polovic. Čisto mimogrede, v tejle GeoGebri si lahko tudi vi narišete, si pač samo te številke vpišite, pa se ne boste hecali toliko s temi drsniki, ne. Se pravi, imamo zdaj A moramo dati na 5, potem pa kosinus pa pi polovic, ne. Ta je bil pa tako zelo razširjen. Se pravi, 5 pa minus 5 smo imeli meje, pri Piju je bila ničla, pri minus Piju, pri 1 pa, pri 0 pa, pri x je 0 pa maksimum. Minimum pa pri 2π, ne. Tako si približno pogledate, ne, tele enote, približno 3 je pi. Dobro, poglejmo naprej. Je pa 2 krat sinus x polovic. Se pravi, imamo 2 krat sinus x polovic. To pomeni, da moramo dati zdaj graf sinus spet nazaj. X polovic že imamo, a je pa 2, se pa malo takole malo zniža, ne. To je pa zdaj graf 2 krat sinus x polovic. Tule, ne, tule je v bistvu 2π. Zato, ker tukaj program natančno riše, mi pa smo rekli, vi pa imate na 3, pa na 6, pa na 9, pa tako, ne. To bi bilo pa naša pravilna lestvica. Tako, a smo še imeli kaj? Gre pa kar hitreje s temle računalnikom, ne, narisati, kot če peš. F od x je sinus x plus 2. No, tale je v bistvu verjetno s tem načinom, ko mi rišemo, najlažja. Treba je dati tele naše drsnike zdaj a na 1, b na 1. To zaenkrat je naš normalni sinus x, ne. Zdaj pa moramo tukajle imeti plus 2. To pomeni, da mora biti tale c plus 2. In kaj se zgodi, ne, ko spreminjam c, vidite, se graf dviguje. In je v bistvu črta za nič je zdaj, za ničle je na dvojki, črta za minimum je na enki, črta za maksimum je pa na trojki, a ne. Ta se pa tule spremeni. Se pravi, nekako sinus x ima pa kosinus isto, imajo 3 pomembne točke. To je predvsem za nihanje tudi pomembno, ne. Imamo f od x je, mi smo imeli zdaj tukajle a krat sinus oklepaj bx plus c, a ne. Vsaka stvar nekaj pomeni, ne. Ta
C pomeni gor pa dol. Se pravi, da se krivulja premika gor pa dol. Zdaj, če pogledate, jo prestavimo, če C prestavimo bolj visoko, gre graf gor, če pa je bolj nizko, gre pa graf dol, ne. A ni zabavno? Se pravi, ta, kar prištejemo, premika graf gor in dol. To so premiki. Pa dajmo zdaj C na nič, tako da ne bo vplivalo na nič. No, kaj pa pomeni B, ne? Če B prestavljamo večji, kot je B, bolj skupaj so ničle, ne. Manjši, ko je B, bolj narazen so ničle, ne. Absolutno gledano, ne. Se pravi, večja frekvenca je, če se B, veča. V bistvu tako bi lahko rekli, da se graf malo stisne pa malo razširi, ne. Vpliva v bistvu na tole pa na tole stran, ne. Mogoče nisem najbolj v redu tatle C označila, ne vem. Boste videli, ne. Zdaj pa, kaj se pa zgodi z A-jem, če prestavljamo A. To smo pa v bistvu največ vadili. Se pravi, če pa A povečamo, se pa poveča, če ga pomanjšamo, se pa manjša, ne. Ničle pa ostanejo na istem mestu. V bistvu ga tako raztegnemo po Y-osi, to je razteg po Y-osi. Če pa gremo v minus, se pa obrne, ampak se tudi širi pa manjša glede na absolutno vrednost, ne. V bistvu so prav zabavni ti grafi. Okej. To je to.